Pozdravljeni! Predstavila bom, kako lahko časovno omejimo testiranje z Google obrazci. Google obrazce poznamo in ko sestavite test v Google obrazcu, ga lahko tudi časovno omejite. Oglejmo si primer testa. V tem primeru imamo test z različnimi možnimi vprašanji. Od več izbir do vpisovanja krajših odgovorov. Kako sestavimo tak test, že vemo. Mi se bomo sedaj osredotočili samo na to, kako ga časovno opredelimo. Ko zaključimo zapis testa, moramo najprej ugotoviti, ali smo sestavili test ali samo vprašalnik. Gremo v nastavitve in izberemo opcijo Kviz. Se odločimo, da bodo rezultati posredovani kasneje. Označili bomo vse pravilne, nepravilne odgovore in seveda neizpolnjene odgovore. In zadevo shranimo. Pazimo, da vsakemu vprašanju tudi dodamo odgovor. In sicer pravilen odgovor. Ko je kviz urejen, mu na to določimo časovno omejitev. Kako? Kliknemo na 3 pike, kjer je več možnosti. Izberemo Ads on. Odpre se novo okno, kjer v iskalnik vpišemo Form Limiter. Nato kliknemo nanj in ga naložimo na naš računalnik. Sistem samostojno postavi ta časovni omejitelj v forum vse obrazce. Od tu naprej bojo vsi obrazci imeli to možnost. Opredelili smo torej, kdaj se bo test zaprl, zaključil. Sedaj se moramo pa odločiti, kako bomo test odprli, kje in kdaj. Če pošiljamo test kot individualen, nepovezan z spletno učilnico ali Google Classroom, potem se bomo odločili za morebitno videokonferenco, v kateri bomo ob pravem času, v našem primeru, če test traja pol ure, točno ob 10, par minut pred 10, test kot link posredovali, kot povezavo posredovali vsem udeležencem in ga s tem tudi aktivirali. Zaprl se bo točno ob 10:30. Kako pa bomo lahko začetek testiranja opredelili v spletni učilnici ali Google Classroomu, pa si ogledamo naprej v naslednjem posnetku. Pa poglejmo še, kako test odpremo v Google učilnici za reševanje. Smo v testni Google učilnici, kjer bom prikazala, kako test v tem okolju odpremo ob točno določenem času. Izberem delo na predavanjih. Tu kliknem na Ustvari in se odločim za nalogo s kvizom. V našem primeru ne bomo ustvarili kviza v sami učilnici, zato bom to umaknila, pač pa bom kviz dodala iz svojega Google Driva. Tu je naš kviz, ga dodam in je v učilnici. Sedaj pa moramo ta kviz seveda tudi opredeliti, kdaj se bo odprl za učence za reševanje. Obvestilo bo šlo vsem, ki so v tej učilnici.
Kliknemo na brez roka in se odločimo za datum in čas. Naj bo to današnji dan, čas ob 10. uri. Torej, točno ob 10. uri bojo učenci obveščeni, da je odprt test za reševanje. Pazimo, da smo pravilno določili, če želimo, da test traja pol ure, 3/4 ure ali 1 uro. Sistem bo sam opozoril učence, da morajo začeti z reševanjem. S tem sem zaključila mojo predstavitev in upam, da vam bo ta informacija prišla kdaj prav. Lep pozdrav!